Evo, včeraj sem posnel prvi del mojih apologij, torej mojega branjenja pred policijo, pred Akosom, ne nazadnje, torej pred Urško, oziroma pred celo javnostjo, ki me mogoče pa zaradi afinitete do Gibanja Svobode, do te levosti, ki me napada, obsoja, da sem žalil Urško, ne. Moj namen ni bil žaliti, ne. In to bo upošteval na mojo pobudo tudi moj odvetnik, ko smo soočali zdaj, ne, na ne vem kje, na sodišču. Danes je video, včeraj posnet, komentiral ravno nek upokojeni kriminalist, ne, da si ne bo kdo zmišljeval, da si jaz zmišljujem, da sem jaz poučen, da si kriminalisti od mene učijo, ne. Rekel je, da se bo izpostavil, če tudi na sodišču, in povedal to, kar je meni povedal. Glede tega, koliko se je naučil od mene. Mene je Aljuš povabil v oddajo Faktor zato, da bi profiliral, govorim o Faktorju 784, ki je sporen, zato, da bi profiliral Urško Klakočar Zupančič. Jaz sem se pripravil, ne. Obnovil sem določene koncepte, psihoanalitične koncepte. Jaz se nisem sam vabil v oddajo. Bom jaz Urško napičil, ne. Jaz nimam nič zamere. Jaz aplaudiram po svoje tej Urški, da je tako feminilna, zato ker sem antifeminist, ne. Urška Klakočar Zupančič pije kri feministkam skoraj toliko kot Tina Gaber, ne. Tudi te sploh ne napadam, Tine Gaber ne napadam. Aplaudiram mi, ne. Mislim, kritiziram pa Goloba. Zato ker, ampak pustimo zdaj Goloba. Zdajle bom poskušal, če mi telefon vmes ne bo zvonil ali pa da bo kaka prekimba, malo brati tele iztočnice, ki jih bo tudi moj odvetnik dobil, ko me bo branil. Najraje bi se branil sam, ne, ampak je Boštjan M. Zupančič rekel, tej pet dol grošlju, ker je slučajno iz Trbovlje. Torej, jaz sem s Faktorjem oziroma s TV3 pogodbo in občasno pač profiliram pomembne osebnosti, ki zaznamujejo našo družbo. V Faktorju sem profiliral, kot sem že v prejšnjem videu povedal, Andreja Šiška, Sebastiana Colariča Abramova in njegovo Julijo Adlešič Nistov, z odžagano roko, tudi Goloba, tudi Natašo Pirc Musar, pa tudi ne Kovačevo kobilo, ko je že tale Kovačeva, Nika, pa ne nazadnje Kosto Kecmanoviča. Srbi gledajo moj Faktor. Zakaj se je to njim zgodilo? Zaradi mame in varuške, karieristične mame, ne. Jaz nisem do nobenega prizanesljiv, pa diskreten, zato ker jaz dajem znanje od sebe, ki je poučno, ki je pikro in pikantno. Ampak to je moja družbena vloga, moje družbeno poslanstvo. Vsak ima svojega, jaz sem pač takega, da neustrašno parhezijsko govorim, bi rekli stari Grki, ne. In za zahvalo me zdaj tale tako čudna Urška preganja s policijo in z Akosom. Halo? Mislim, jaz se tle razskiram za družbo, da jo bom v red spravil, ker tale politika se ne znajde in za zahvalo pošlje v policijo marico pa globo. Jaz bi lahko 125 €, polovičko plačal. Jaz bom 10-krat toliko za odvetnika plačal. Ker če jaz zdaj plačam, ne, bom imel manj težav, ampak jaz ne bom priznal, da je z mano kaj narobe, ker jaz je nisem žalil. Če je pa ona užaljena, boli me, da ne rečem kaj, ne. Torej, teme za Faktor si nisem sam zbral, pač pa mi je sporočil voditelj oddaje Aljuš Pertinač, profiliranje pomembnih političnih oseb, tudi predsednica Državnega zbora, je tako rekoč nujno, potrebno, to je družbeno koristno. Četudi je za tiste, ki jih pač profiliram, boleče, nadležno. Drugače povedano, jaz nisem kriv, če Urško Klakočar Zupančič boli
kaj sem o njej povedal, po načelu, resnica boli, komentarji še bolj. To načelo imel pa mislim, da v Faktorju Požar, zdaj ima pa Uro moči. Moja komentatorska in družbena oziroma medijska dolžnost, zaradi katere sem tudi vabljen v oddajo Faktor in tudi v druge medije, je, da kritično mislim. Užaljenost Urške Klakočar Zupančič v tej zgodbi oziroma farsi, groteski, pa res ni bistvena. Ne bi smela biti bistvena. Mene se zaradi moje družbene funkcije, kritičnega misleca, političnega analitika in uglednega intelektualca, pač sem dvojni magister, kakorkoli obračate, ne. Doktoratu sem se odrekel, ne, ker ne rabim biti jaz zdaj doktor. Ne bi me smelo se preganjati s policijo in tega Faktorja se tudi ne bi smelo preganjati z Akosom. Vse moje kritične misli so se pri meni vselej argumentirano navezovale na legitimne znanstveno-teoretske koncepte, znotraj katerega je epicentrično vselej tudi ženska. Seveda ženska kot objekt želje, kot legitimna simbolna naslednica prvega objekta želje, tako se reče objekt želje. Prvega objekta želje, torej mame. Tako se pač reče v enem običajnem psihoanalitičnem diskurzu. Ravno Urška Klakočar Zupančič bi se morala zamisliti nad vsem, kar si samo poveličevalno misli o sebi in kritiko naslovljeno nase končno jemati resno, ker je kritika izrečena v spornem Faktorju in vseh prejšnjih in bodočih oddajah Faktor, da je ta v resnici posledica znanstveno-teoretskega ozadja in za nameček še dobronamerna, osveščujoča, izobraževalna, nikakor pa ne žaljiva. Četudi je predsednica Državnega zbora subjektivno užaljena in to doživlja, se pravi, mojo kritiko, mojo teorijo kot žaljivo. Zdaj, to, da je pa ta Andraž Suhadolec ali pa Suhadolc klecnil pred avtoriteto, ki se reče ali Golob, ali Gibanje Svoboda, ali Vlada, ali pa Urška Klakočar Zupančič. Saj ni klecnil samo on, tudi Akos je klecnil. Najel Petro Zupančič, ta je še bolj brcala v temo kot tale policist. Zdaj, to je politično motivirano. In to ne bi smeli politično motivirano vplivati na kateregakoli policista, ali ne vem kaj že, višji svetovalec, ali pa na tolo Akosovo Petro Zupančič. To ne bi politično motivirano, to ne sme biti. Po drugi strani bi ravno Urška, kot pravnica in bivša sodnica morala vedeti, in to bi moral vedeti tudi tale Andraž Suhadolc, oziroma policija, tudi Akos, Petra Zupančič, vsi bi morali vedeti, da ima svoboda govora etično utemeljeno logiko. In to pravno podlago, to ni zdaj zgolj etika, pravno podlago ima tako v naši ustavi, znameniti 39. člen naše ustave, kot na ravni Evropske unije, ker je v listini EU o temeljnih pravicah, tam nekje tudi nek 11. člen o svobodi izražanja in obveščanja. In tam piše, prvič, vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje. Drugič, spoštujeta se svoboda in pluralnost medijev. Faktor je fejst pluralen, tam dobiš levo in desno mnenje, tudi sredinsko mnenje. In Akos hoče ukiniti oddajo Faktor. Nadalje, v 10. členu konvencije o varstvu človekovih pravic piše, alineja, svoboda izražanja. Prvič, vsakdo ima pravico do svobode izražanja. Ta pravica obsega svobodo mišljenja
ter sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti, torej politike, in ne glede na meje. Zdaj, meje ne obstajajo v svobodi govora. Ta člen ne preprečuje državljanom, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, televizijskih in kinematografskih podjetij. To zdaj leti na Faktor pa TV3. Urška Klakočar Zupančič se kot predstavnica, pazite, oblasti, vlade, kot predsednica Državnega zbora, ona se pa vmešuje, ona se ne bi smela vmeševati v svobodo nekega kritičnega mislica, kot sem jaz. Zgolj zato, ker je to osebno, ne, to jo pa osebno moti. Ona je malo žaljena. Halo? Sorry, nam tiho. Ta Urškin paradoks, absurd, error, bi morala zaznati tudi policija, pa Akos. Saj, če bi bila Tatjana Bobnar tlele, Ministrstvo za notranje zadeve, tlele ta dokument, če bi bila pa ona, ki je pa zaklenila vrata pred Golobom, pa ne vem, če bi si tale Suhadolc upal ali pa drznil na pritiske spisati tak dokument, kot ga je spisal. Tako, ne vem, kako se reče tem. Odločba o prekršku. Se ni obtožnica, odločba o prekršku. V zadnjih 25 letih sem se kot dvojni magister kinezoloških znanosti in sociologije kulture, nesojni doktor antropologije vsakdanjega življenja, ravno preko psihoanalize uveljavil kot kritični mislec. In vem, da grem sicer mnogim na živce, ampak časi inkvizicijskega zažiganja na grmadi in verbalnega delikta, torej 133. znamenitega člena jugoslovanske ustave, te časi so mimo, domnevno mimo so. Ali prihajajo zdaj nazaj s to svobodo, In to dotična političarka, ki za nameček, da bi bil paradoks še večji, še avtorica une knjige inkvizicijske, Gret in greh, ona bi mogla še najbolj vedeti, o čem teče beseda. To bi morala vedeti tudi policija in tale njen Andraž Suhadolc. Predsednica Državnega zbora, ki po mnenju drugih, tudi po argumentiranem mojem mnenju, nima nikakršne avtorefleksije. Očitno pa nima kompetentnih svetovalcev, ki bi svetovali, kaj sme in česa ne sme. Ona se v objemu neke revanšistične, sadistične jeze sedaj spravlja na mene s policijo in šuhta tist Akos. Dejte ga, dejte tudi Aljuša. Dejte ukiniti to oddajo. Ker tam pa se vse pove, tudi tisto, kar se ne bi smel povedati. V resnici bi Urška Klakočar Zupančič morala prisluhniti nekdo od njenih kolegov, ali pa svetovalcev, ali pa njena psihoterapeuta, tam neka Lucija, kaj že, se ni važen, Mlakar. Ne bi mogel nekdo svetovati, povedati v poduk, da se bo osmešila, da se je že osmešila in da s tem svojim trmarjenjem škodi vladi, koaliciji in gibanju Svoboda in škodi seveda državi, ljudem. Sodelavci in njeni politični kolegi, poslanci, in v resnici niso servirali tega mojega domnevno spornega faktorja zato, da bi znorela in se znašla potem nad to dajo pa nad menoj, ampak zato, da bi se končno streznila in normalizirala, ker ta ženska, in to po mojem mnenju mnogih, ne samo mojem mnenju, po mnenju mnogih političnih komentatorjev, dejansko nima nikakršne autorefleksije, autocenzure, nobene kritike ne jemlje resno in dejansko se obnaša čustveno. Naj se ponovim, in to je zdaj izpostavljeno v tej odločbi o prekršku, saj to je pa korektno citirano. Ko sem že rekel, tale Urška je pa, mislim, kako naj rečem, kot tista podivjana kobila, ki je ne moreš osedlati, ker toliko krita, da ji noben jezdec ne more
da je noben jezdec ne more ukrotiti. In se me bodrite, ne? Saj si prav povedal, jaz sem metaforo rekel, metaforo, ki se v pogovoru uporablja. Metaforo o konju, oziroma kobili sem uporabil zato, ker je Urška Klakočar Zupančič dejansko zadeta s temi konji. Ona dejansko jaha konje. Je tudi, če se ne motim, lastnica konja. Zdaj, ali konja ali kobile, ni važno. Lahko bi rekel, da je kot slonica med porcelanom, ne? Pa rekel mi je rekel slonica, ne. To bi bil bolj golob te metafore deležen, ne? Kot slon med porcelanom. Ona je ženskega spola, ona ni slon. Ona ni zdaj slon med porcelanom, pa bi tudi to metaforo lahko. Ali pa ona od Jovanke, ki je Igor Omerza uporabil za Jovanko, da je neukročena trmoglavka. Jaz sem ji rekel, da je takšna kot podivjana kobila in naj zdaj nekdo iz lingvistične stroke pove, da se v Sloveniji ta metafora uporablja. Naj lingvist to pove, če tudi na sodišču. Preden se je Urška Klakočar Zupančič preko tako rekoč svoje policije, ne, oziroma Andraža Suhadolca, zapodila vame, pa spet uporabljal frazo, ne, kot, kako naj rečem, kot svinja obuče. Metafora je to, ne, no rekel, da sem rekel svinja, ne. Urška bi se znala v navalu jeze spet zateči na policijo, ne, in rekla, jaz nisem svinja. O pojmu in uporabi, legitimni uporabi, ne kar tako seljački uporabi. Legitimna uporaba metafor in metonimij je znana iz pogovornega in tudi intelektualnega jezika, ne. Ampak o tem naj lingvistika to spregovori. Pa bom enega lingvista klical na sodišče, če bo tole šlo naprej. Ker tule tale Akos tudi tam neki, isto frazo, ne. Ja, dajte gledati, kaj v pogovornem jeziku pomeni metafora pa metonimija, ne, ki je tudi znana v psihoanalizi, ne. Sanje niso samo premeščanje in zgoščene, polni simbolov, ne. Tam so metafora in metonimija, to sta dva koncepta lingvistična, ki v resnici nastopata v sanjah. Ampak Freud je to razlagal ne skozi metaforo pa metonimijo, ampak skozi dva procesa premeščanja in zgoščevanja. Zdaj tale Urškin ubogljivi Andraž Suhadolc, ne, tudi njemu mora nekdo povedati, naj se izobraži, kaj je to lingvistika, ne. Jaz ne bom s tem časa zgubljal, ne. Po mojem legitimnem mnenju si je Klakočar Zupančičeva s tem nerganjem, ne, s tem, ki si dala agresivnim čustvom duška, sama nadela zanko okrog vratu in sedaj preko policije in tega Akosa opleta z glavo tako suvereno, da se bo čisto sama, pod narekovaji sem tle dal, obesila za kakorkoli že, ne, politično se bo obesila, ne, če bo to trmarila na tak način. Ona bi se mogla meni opravičiti, ne, ker bom šel v nadaljevanju malo povedal v to smer nekaj. Tej samovšečni političarki mora nekdo od njenih prišepniti. To menijo domala vsi politični analitiki, kritični mislici na čelu z mano. V smislu, Vodeb v resnici ni povedal nič takega, kar ne bi držalo, kar ne bi vzdržalo, oziroma kar ne bi bilo legitimno. Nekdo pač more predsednici Državnega zbora razložiti logiko nezavednega, ki je po psihoanalitični, torej Freudovi logiki, po Freudovi doktrini vselej seksualna. In njeni simptomi, po logiki simbolnega, v prvi vrsti nakazujejo njeno latentno hiperseksualnost. Simptomi jo izdajajo. To nisem zdaj jaz bolan, da to vidim. Jaz imam samo znanje, da opažam štikle rdeče, ki so simbol in vagine zaradi luknje in falusa zaradi pete. Tako kot klobuk. In za klobuk je Freud to rekel, čas ni bilo takih štiklov, da bi Freud rekel, da so štikli simbol želje ženske po organu, ki njej na telesu manjka. Ker, ne,
ženska že vselej je seksualni objekt. To je po psihoanalitični logiki. To je, mi očita, da sem seksualni objekt. Ja, v psihoanalitičnem diskurzu je ženska seksualni objekt, objekt želje. Tako se reče v psihoanalizi. Če tudi si ženska, na primer Urška Klakočar Zupančič, tega ne želi, da bi se govorili na tak način. Ker smo ljudje vselej tudi in predvsem seksualna bitja. In ker je seksualnost ob simbolnosti konstitutivni del našega nezavednega. Freud je ravno zato, torej s tem svojim odkritji, več jih je bilo, oziroma spoznanje, postal epistemološko prelomen. Prelom mislec, intelektualec, znanstvenik, teoretik, ki je sicer ranil človeški narcizem, ampak človeštvo je poučil in tako rekoč ukinil nevednost. Nevednost je ukinil. Ampak očitno ne vsem, ker teli Urški blage veze nima o tem, jo ni ukinil nevednost, ker ne bere Freuda, psihoanalize. Ampak jo ni ukinil tudi temu suhadolcu, polni Petri Zupančič Zakosa. Pa se pa jaz tele izpostavljam, mislim, v dobri veri, da bom narodu pomagal, pa dobim pa policijo, pakos. Nekdo bi dotični predsednici državnega zbora moral razložiti tudi bistvo in logiko ter vsebino poslovnega bontona. Kje si zdaj, Ksenija Benedetti? Se je bilo treba z mano bockati, si se bockala, klicala na pomoč Slovenske novice, znanega Slovenca je Ksenija Benedetti napičila, ali je bilo pa obratno, in ta znani Slovenec sem pa jaz. Ksenija Benedetti bi morala tej, nam rekel zdaj, Frčefeli, tej, kako naj rečem, Urški Klakočar Zupančič, bi mogla razložiti kontekst oblačenja, pa poplesavanja na teh promenadah. Lanska je bila, zdaj pa Tina Gaber, kako je že šla, asketsko, olikano, nič ni poplesavala, se je gospodarja držala pod pajsko, Zdaj, kreatura je bil pa un musar, je bil tako un bin, je šel. Mislim, sorry, njegova hoja pa tudi tako, da od muke ne bi vedel, kaj bi sam sabo. To je bilo letos, lani se pa vrtela, pa vojakom kazala hrbet. Ja, nekdo mora povedati, da če greš po rdeči preprogi, pred častnim vojaškim vodom, da ne smeš riti kazati, ne hrta, riti, če si ženska. Ta je pa, se hrbet je pokazala, ne rit je pokazala, ženska moškemu pokaže rit, ne hrta. Nek svetovalec bi moral tudi namigniti, da če je ona subjektivno užaljena, ko sliši nekaj neljubega o sebi, ne sme kar znoreti, agresivna biti in hiteti na policijo, na Akos, še posebej ne zato, ker je predsedniku vlade, Golobu, tako rekoč zagrozila. Če bo pa ona, torej, če bo pa Golob, ki je šel s policijo nad narod, bo ona prva, ki bo dvignila glas in se uprla, če bo oblast nad ljudmi šla s policijo. Kako je že rekla? Naj se nikoli več ne zgodi, da policija dvigne roko nad lastne državljane. Vse me niso pretepali, samo malo ob nedeljo so bili 22. januarja tam z Marico, sem bil kot kriminalc. Lok je pa lajal, pa sneg je šel. Mislim, sem bil ponižan. In ravno ona je bila tista, ki je na mene poslala policijo. Čist kontradikciji sama s sabo. Popolnoma v kontradikciji s svojimi načeli, ki jih je javno izražala. Jaz ne vem, ima spominko Zlata ribica, a se ni v tistem trenutku spomnila, ker imela več časa, da premisli. Zdaj bom pa jaz nad vode pa policijo poslala, Golobu si pa rekla, da ne boš to delo, ki je Janša delo. Ta kontradikcija je pri njej že simptomatska in da slutiti, zdaj na to temo naj se pa razgovori tale Bojan Zalaš, ali pa psihiatrija, naj se oni razgovorijo, da nam je še kaj hujga dobo, da jo diagnosticiram, une kartoteke naj pridejo na dan,
zaradi katerih se baje Zalarja zdaj žaga kot direktorja psihiatrične klinike. Ne. Pa on ni psihiater, on je klinični psiholog, da ima več znanja kot psihiatri. Ne. Zdaj, takšno ravnanje njeno je značilno za osebnostno zmedene, da ne rečem zmotene ljudi, to, kar je ona naredila. Urška Klakočar Zupančič bi se v resnici morala bati, da je nek uradni psihiater ne bo postavil kakšne diagnoze. Najbližja bi bila ravno tista o neki nedefinirani osebnostni motnji z neko hipomanično agresivnostjo. Ona je verbalno agresivna in to je konstantno taka, kot da bi bila dejansko tej hipomaniji. Ne. To je tam iz registra bipolarne motnje. Ne. Hipomanija, skozi neka, ne zna biti umirjena, skozi v neki ekscitaciji, skozi ne poplesavati, skozi se ven meče, skozi ima neke agresivne dikcije, jemlje besedo, žuga. Mislim, to običajen kulturni politik ne dela na mestu predsednice Državnega zbora. Na mesto svetovalcev ali pa morda na mestu njene psihoterapeutke ali pa na mestu te uradne psihiatrije bi se jim moralo nekaj povedati, neke neljube resnice, konsistentne, bi se jim morale uvidevno servirati. Ne rabimo biti čist neposredni. Zdaj, jaz sem to neposredno, sem pač jaz povedal par stvari, ki bolijo v Faktorju, skozi pogovorno oddajo, skozi intervju, ki je bil upravljen z mano. V vsej tej kalvariji pa je grozljivo to, da bi ona rada z represivnimi in pravnimi sredstvi utišala kar vse drugače misleče. On jim jemlje besedo tam v Državnem zboru, mene pa s policijo preganja. Pa z Akosom. Mislim, to za Gibanje Svoboda ne more biti. Zdaj pa prekinu, kliče mama. Se vidimo naslednjič.